Projekt, ki se zaradi nesmislov, nepravilnosti, nezakonitosti, zavajanj in laži ne bi smel zgoditi. A se je največja slovenska energetska naložba doslej TEŠ6. Cena 6. bloka je z dobrih 600 milijonov narasla na kar milijardo 400 milijonov. Zaključila se je s kar 11 aneksi in 21 variacijami pogodb in se sprevrgla v eno največjih korupcijskih afer v zgodovini države. Zdaj pa bo, da prebivalci Šaleške doline ne bi ostali brez ogrevanja, več kot sama gradnja stala še reorganizacija šoštanjske termoelektrarne. Kaj vse je torej šlo narobe, zakaj za ta propadli milijardni projekt še vedno ni nihče odgovarjal? 24 ur Fokus. Zdaj je črno na belem. Če država ne ukrepa, gre šoštanjska termoelektrarna, z njo pa tudi velenjski premogovnik, prihodnje leto v stečaj. V Šaleški dolini bi več kot 2000 ljudi ostalo brez služb, 35 tisoč prebivalcev in 700 podjetij brez ogrevanja. Da se to ne bi zgodilo, namerava država tako imenovano termodivizijo TEŠ in premogovnik torej izločiti iz holdinga slovenskih elektrarn in jo še naprej ohranjati pri življenju, kar pa še zdaleč ne bo poceni. Stalo naj bi najmanj 1, najverjetneje pa več kot 2 milijardi evrov. 6. blok šoštanjske termoelektrarne je največja energetska investicija v zgodovini samostojne države, ki bi moral po prvotnih načrtih delovati do leta 2054, se je le slabo desetletje po začetku obratovanja dokončno finančno sesul. Ključno pa, zakaj se je to zgodilo? Kdo je najbolj odgovoren za to, da se je milijardo evrov in pol vreden projekt, ki je presegal običajne politične kalupe, od vsega začetka temeljil na lažeh in manipulacijah, ter se sprevrgal v eno največjih korupcijskih afer v zgodovini države, porušil kot hišica iz kart? Vse je bilo narobe. Zelo neodgovorno. Nelegalno in zakonito. To pa jaz ne vem. Največjo obtožnico doslej. Ti ljudje so danes milijonarji. TEŠ6 je danes sinonim za vse, kar je v tej državi narobe. Serija napak in nepravilnosti, napačnih ocen in površnosti, laži in naklepnih manipulacij je Jasen Primož Cirman. Kot novinar afero sistematično in preiskovalno spremlja od vsega začetka. O njej je napisal tudi knjigo. Cena investicije je podivjala, zato ker dejansko ni vodil TEŠ, ampak Alstom. Cena premoga, na kateri je temeljila investicija, je bila lažna, zavajajoča in tudi podatki o zalogah so bili lažni in zavajajoči. Cena električne energije, po kateri naj bi TEŠ prodajal to HSE-ju, je bila v bistvu popolnoma narobe ocenjena. Skratka, popolna odsotnost vsakega nadzora nad projektom, ki je iz 650 milijonov evrov zrasel na skoraj milijardo in pol. Temu pritrjuje Darja Radić, gospodarska ministrica v vladi Boruta Pahorja. Njena stranka Zares je bila tedaj edina, ki je projektu nasprotovala, ga skušala ustaviti. Kaj vse je šlo pri tem projektu narobe? Težko je reči, kaj sploh prav. Vse je bilo narobe. Ko sem se začela ukvarjati resno s tem projektom, in ko so na mizo začele hoditi vse te nepravilnosti, ko smo začeli z mojimi sodelavci na ministrstvu in tudi na direktoratu za energetiko ne preračunavati vse te investicijske programe, vse te opcije. In ko smo videli, da pravzaprav je projekt totalno neupravičen, ekonomsko nesprejemljiv, enostavno si misliš, da je to sploh mogoče. Talci preplačanega in predimenzioniranega projekta pa v prvi vrsti spet prebivalci Šaleške doline. Zdaj ob rešitvi za TEŠ čakajo predvsem ključna zakona za pravičen prehod, o zapiranju premogovnika in prestrukturiranju regije, ki bi morala biti sprejeta že leta 2022. Zdaj govorite o stečaju, je seveda zelo neodgovorno. 400 milijonov evrov ima holding slovenskih elektrarn, torej matična družba dobička, medtem ko so odvisne družbe v izgubi. Meni po nobeni logiki seveda to ne gre skupaj, zato mi zahtevamo, zdaj ne prosimo več, ker smo tako daleč prišli, zahtevamo, da sta zakona spisana in da že v naslednjem letu v državni proračun umestijo finančna sredstva za prestrukturiranje te regije. In ko bo ta pogoj izpolnjen, potem bom jaz začel tudi verjeti seveda vsem deležnikom, da mislijo v tem procesu pravičnega prehoda zelo resno.
Ko se je leta 2003 pojavila prva ideja o investiciji, so v Šaleški dolini načrtovali 400 megavatni blok, na koncu leta 2006 pa pristali pri 600 megavatih. Posel je ravno zaradi tega padel v roke francoskemu Alstomu, ki je tedaj ponudil nižjo ceno kot konzorcij Siemens Hitachi, 654 milijonov evrov na ključ, z vključeno montažo torej. Zelo smo veseli, da smo danes to zorganizirali in videli smo konferenco. Toda potem se je začel projekt postavljati povsem na novo, s podražitvami. Septembra 2007 je tedajni prvi mož šoštanjske termoelektrarne Uroš Rotnik podpisal tako imenovano rezervacijsko pogodbo. Termoelektrarna je Alstomu plačala prvih 25 milijonov evrov. Francozi so v roke dobili škarje in platno, ostali so ekskluzivni dobavitelj. Maja 2008 je Rotnik podpisal dodatek rezervacijski pogodbi, s čimer je pristal na to, da bodo oceno montaže določili kasneje. Projekt torej ni bil več na ključ. Dober mesec dni kasneje, junija 2008, ko so v Parizu podpisali glavno pogodbo z Alstomom, pa novo presenečenje. Cena osnovne opreme je naenkrat znašala 798 milijonov, brez montaže, ki so jo vodili pod drugo postavko. 25 že plačanih milijonov Francozi v ceno niso ušteli, v pogodbi ni bilo protikorupcijske klauzule, je bila pa, kar je ključno, eskalacijska, kar pomeni, da je breme vseh podražitev nosil TEŠ. Prišlo je do neverjetnih podražitev iz 700, 800 na milijardo 200, to je bila vse stvar nekaj mesecev. Zaradi 21 variacij pogodb in 11 aneksov, ki so šli izrazito na roko dobavitelju, torej Alstomu, je projekt TEŠ6 načrtovano ceno presegel za več kot enkrat. Bistveno vprašanje pa, kdo je imel od tega največ koristi. Gre za največjo obtožnico doslej, ker nisem niti seznanjen, da bi bila večja obtožnica. Na omenjeni zadevi delalo kar 5 tožilcev. Kar 1332 strani dolgo obtožnico z več kot 43 tisoč prilogami je specializirano državno tožilstvo na Celjsko sodišče vložilo maja 2020, skoraj 8 let po prvih hišnih preiskavah. Zakaj je trajalo tako dolgo? Ker je Celjsko sodišče, med drugim zaradi bolniških odsotnosti, preobremenjenosti z drugimi manj nujnimi zadevami, potrebovalo več kot 2 leti, da je sploh uvedlo sodno preiskavo. Zame je najbolj nenavadno, da zadeve, v kateri govorimo o 250 milijonov evrov vrednem škodovanju, ni prevzel Nacionalni preiskovalni urad, ki je bil ustanovljen za odkrivanje najtežjih oblik gospodarskega kriminala, ampak da je ta zadeva ostala v rokah policijske uprave Celje, ker je veliko večino časa obravnaval en sam kriminalist, njegove ime je Mitja Nenad. Gre za zelo kompleksna zadeva. Ta kriminalist je bil deležen tudi različnih pritiskov. Recimo sredi leta 2022, ko je pod vodstvom takrat nove ministrice notranje zadeve Tatjana Bobnar prišla nova garnitura na policijo, je bil Mitja Nenad praktično prvi, ki mu je bila zadeva odvzeta. Sojenje v zadevi TEŠ6 se je s predobravnavnim narokom vendarle začelo maja 2021. Za dokazovanje krivde ima tožilstvo, preden primer zastara, na voljo še 4 leta. Dobro, lahko komentirate preiskave? 10 posameznikom in enemu podjetju, prvoobtoženi je Uroš Rotnik, ki je imel v rokah ključne vzvode pri projektu, tožilstvo očita, da so šoštanjsko termoelektrarno pri dobavi opreme za 6. blok oškodovali za vsaj 250 milijonov evrov. Vsaj za toliko naj bi bil torej projekt TEŠ6 preplačan. Ob tem pa še 360 tisoč evrov oškodovanja pri obnovi kotla na bloku 5 ter 280 tisoč evrov pri nabavi merilnega sistema za bloka 4 in 5. Grozi jim do 20 let zapora. Ne vidim se niti malo krivega, niti dolžnega. Glavni očitek Urošu Rotniku, postopek izbire dobavitelja naj bi vodil tako, da je bil na koncu izbran Alstom, ključni posrednik pri tem pa poslovnež in lobist Peter Kotar. Medtem ko je eno njegovo podjetje CEE, ki ga je vodil njegov sin Boštjan Kotar, za termoelektrarno pripravljalo razpis za izbiro dobavitelja opreme za 6. blok, je drugo podjetje Sol Intercontinental svetovalo Alstomu. Rotnik, ki vztraja, da so se nepravilnosti dogajale po njegovem odhodu iz TEŠa, je pogovor pred kamero zavrnil. Pred leti pa je o dvojni vlogi Kotarja odgovarjal tako. To nima nič za termoelektrarno Šoštanj. Ne gre za konflikt interes? Mislim, da ne. Nesporno dejstvo je, da so osnovalci projekta TEŠ6 danes milijonarji. Imajo številne nepremičnine, imajo številne naložbe v delnicah, skladih, verjetno velike količine denarja. Zagotovo pa je bila v ozadju želja po neki dominanci ne samo energetiki, ampak tudi slovenski politiki.
Pri poslih Teša z Alstomom naj bi Rotnik, tako tožilstvo, dobil vsaj 870 tisoč evrov provizij. Po nasvetu davčnega svetovalca Darka Končana naj bi jih skušal legalizirati tako, da se je s finančnikom Bogdanom Pušnikom dogovoril za lažno posojilno pogodbo. Vsi trije so obtoženi pranja denarja. Tukaj je šlo za velike denarje. Ne? Velike denarje, tudi zdaj se že dokazuje, mislim, da še ni čisto dokazano, ampak bo pa slej ko prej, ne? Da je tukaj veliko denarja šlo v žepe posameznikov, ne? In verjetno tudi političnih strank. Jaz prav verjetno ne morem tega trditi. Ob tem je nekdanji prvi mož Teša v obrazcu za prijavo premoženja zapisal, da ima v sefu Nove Ljubljanske banke v Velenju za 3,3 milijone evrov gotovine. Kasneje ob obisku Fursa pa ta obrazec, tako tožilci, ukradel in trdil, da je prijavil le 300 tisočakov. Celjsko višje sodišče ga je zaradi tega pravnomočno obsodilo na pogojno kazen 10 mesecev s preizkusno dobo 2 let. Moje premoženje je legalno in zakonito. Denar ni bil nezakonito pridobljen. Če primerjate plače, ki so nekateri ljudje dobivali na svojih rednih službah, premoženje boste videli ogromno razliko. Še enkrat, ti ljudje so danes milijonarji. To ugotavljajo tudi finančni inšpektori, ki so pri Urošu Rotniku med letoma 2007 in 2011 med pripravo in gradnjo projekta T6 torej odkrili za skoraj 4 milijone evrov nepojasnenega premoženja. Čeprav je imel v tem času uradno le 459 tisoč evrov dohodkov, je med drugim kupil za dober milijon evrov vrednostnih papirjev, Bogdanu Pušniku posodil 670 tisoč evrov, imel še za skoraj 300 tisoč evrov osebnih življenjskih stroškov. Postal je tudi lastnik apartmajev v Moravcih in na Krku, kjer so apartmaje tedaj kupili še drugi akterji afere T6. Družina Kotar, nekdanji prvi nadzornik Teša Ivan Atelšek in nekdanji prvi mož velenjskega premogovnika Ivan Medved. Povsem naključno ste tam pristali pod isto streho? Absolutno ne. Gospodom Medvedem se že dlje časa pogovarjamo, se tudi poznava in tudi so skupaj se odločila, da bomo kupili apartma. Da boste tam početnikovali. Pa kdaj, ko pridete s plaže, večerjate skupaj, vi, gospod Medved, se pogovarjate o milijonih? Jaz mislim, da v tem času še nikoli nismo z gospodom Medvedem skupaj večerjali. Projekt 6. bloka je sicer od vsega začetka temeljil na zavajanjih o ceni, količinah in kurilni vrednosti premoga za novo elektrarno. Da ga je dovolj in to po dostopni ceni, je celotni državi zagotavljal prav Milan Medved. On velja za nekega ideološkega očeta projekta in ga je tudi v pomembni meri pomagal v neformalnih kanalih trasirati. Pogovor pred kamero je Medved zavrnil, pred leti pa na očitke, da so podatke o kurilni vrednosti premoga računali po napačni formuli in zato šele kasneje ugotovili, da zalog lignita za tako velik blok ne bo dovolj, odgovarjal tako. Zakaj je bila 5 do 6 let druga formula kot pa danes? No, to pa jaz ne vem. Bi morali že prej po tej metodi računati. To pa jaz ne vem. Kdo je potem odgovoren za to napako? Ne vem, če je to napaka. Posledica tega je, da bo Teš letno na izgubi od 8 do 10 milijonov evrov. Kdo je odgovoren za to? Ja, jaz ne vem, če je sploh do te napake. Če je to sploh ni napaka, po mojem mnenju. Medved nikoli ni bil ovaden ali obtožen zaradi sumov kaznivih dejanj povezanih s projektom T6. Se je pa v predkazenskih postopkih znašel tudi zdajšnji velenjski župan Peter Dermol, ki je Tež vodil med letoma 2013 in 2014. Večina investicij je bilo takrat zaključeno, predtem pa bistvene ali pomembne vlogo v samem projektu nisem imel. In kar je ključno, pravni naslednik Alstoma, General Electric, je marca 2021 s predstavniki HSE in Tež sklenil poravnavo v vrednosti 261 milijonov evrov. Kasneje je pomoč pri zlorabi položaja, za razliko od ostalih obtoženih, priznal tudi na sodišču. Plačali so 23 milijonov evrov kazni in 50 tisoč evrov sodnih stroškov. Alstom je torej priznal, da je šlo pri projektu nekaj zelo narobe. Projekt 6. bloka je od vsega začetka presegal vidne politične silnice in zeleno luč mu je prižgala prva Janševa vlada. Tedanji minister Andrej Vizjak je novemu 600-megavatnemu bloku ekspresno izdal energetsko dovoljenje. V času našega mandata ni bilo inaka, ki bi prišel na vlado, pa bi rekel, to je projekt, ki bo stal milijardo, vsi bi ga razglasili za neprištevnega. Takoj ga je posvojila tudi vlada Boruta Pahorja. Vlada, ki sem jo vodil, ni projekta niti začela, niti končala. Od pogodbe z Alstomom bi Pahorjeva vlada sicer lahko odstopila, toda tudi zaradi podpore tedanjega gospodarskega in finančnega ministra je HSE na račun francoske družbe nakazal 85 milijonov evrov.
Projekt je bil zapečaten. Predsednik se je v bistvu pridružil temu toku, ne? In je kupil, bom rekla, te izjave, ne? Projekta se ne da ustaviti. Seveda je bolj lagodno, ne? Če ti rečeš, ne da se, ne. Smo že predaleč, kaj je bilo, padalci že skočil, ne, zdaj ne moramo nič narediti, ampak to ni bilo res. Darja Radič, ki je po odstopu Mateja Lahovnika prevzela gospodarsko ministrstvo, je na to zahtevala in tudi dosegla razrešitev Uroša Rotnika. No, in ko smo to naredili, seveda se je pojavil ta, mogoče se te spomni, oranžni cunami, ne. Takrat so oblekali delavce v tiste oranžne suknjiče. V tem času, ko so tisti delavci odspred protestirali, so v prostorih so se čistili prostori, uničevali dokazi, ne, ki bi kakorkoli bremenili tiste, ki so bili udeleženi. To je zdaj že jasno, da je bilo tako, ne. Sama pa je, ker je projekt skušala ustaviti, postala tarča napadov. Je bil pa spet en drug šok moj, ne, ker sem pa videla, da pa to enostavno nima nobene podpore, ne. Ne v vladi, ne v koaliciji, pa da v opoziciji ne govorim, ne. 1,5 milijarde vreden 6. blok je investicija, ki so jo v Šoštanju torej izpeljali s politiko izvršenih dejstev. To je, kot piše Cirman, zgodba o megalomanskih sanjah peščice pohlepnih ljudi, ki so za nekaj zrezkov ubili kravo, v tem primeru slovensko energetiko in Šaleško dolino. Mislim, da imamo tukaj v državi še toliko malih teh 600, toliko različnih nepremičninskih poslov, bolnišničnih dobav, gradbenih del, te 6 je samo prezrcaril to, kar se na manjših ravneh dogaja na drugih področjih. Smo se iz danes finančno sesutega, predvsem pa močno preplačanega projekta T6 kaj naučili. Lakmusov papir bo zagotovo nov še precej večji državni energetski projekt, drugi blok krške nuklearke. Po prvih ocenah bo stal 9 do kar 15 milijard evrov, 10-krat toliko kot 6. blok, torej, in temu primerni bodo tudi interesi lobiranja, možnosti za manipulacije, laži, zavajanja, predvsem pa morebitno korupcijo. Poglejmo